Se nahajamo pred kadetnico v Mariboru, v kateri ima svoj sedež tudi Vojaški muzej Slovenske vojske kot ena od enot Centra vojaških šol. Kadetnica zagotovo je eden tistih objektov, ki ga uvrščamo med prve stopnje nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije. Vabim vas na ogled Vojaškega muzeja. Vojaški muzej Slovenske vojske kot pooblaščeni muzej v Republiki Sloveniji za gradivo vojaške zgodovine je seveda namenjen za zbiranje, hranjenje in pa predstavljanje tem vojaške zgodovine na slovenskem prostoru. Zato tudi s ponosom imamo v kadetnici v tem osrednjem delu razstavljena dva portreta, in sicer barona Jurija Vege in pa generala Rudolfa Maistra, ki pa je uvod v večjo razstavo o boju za severno mejo v letih 1918 do 1920. Vojaški muzej Slovenske vojske ima v kadetnici dve osrednji razstavni dvorani. Nahajamo se v razstavni dvorani podpolkovnika Davorina Žunkoviča, v kateri prikazujemo obdobje osamosvajanja Republike Slovenije leta 1991 in pa razvoj Slovenske vojske po osamosvojitvi do danes. Seveda je notri zajeto tudi sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske na mirovnih misijah. Razstavna dejavnost je zagotovo ena od pomembnejših dejavnosti Vojaškega muzeja, kajti to je neposreden stik z civilnim okoljem in pa širšo javnostjo, ter tudi tisto poslanstvo izobraževanja javnosti na temah vojaške zgodovine opravlja Vojaški muzej preko razstavne dejavnosti. Tako imamo tudi svoje razstave na različnih drugih lokacijah, med drugim tudi v Parku vojaške zgodovine v občini Pivka, v vojašnici v Pivki, kjer je spominska soba, in pa tudi na nekaterih drugih lokacijah, kjer so vojašnice Slovenske vojske, namreč tam smo tudi postavili določene spominske sobe, tako tudi v Novem mestu, pa v Bohinjski Beli, v Ajševici, pripravljamo pa še v drugih vojašnicah spominske sobe. V Vojaškem muzeju je tudi zbirka medalj, katere del so tudi medalje iz časa Avstro-Ogrske. Del teh medalj je predstavljen tudi v teh vitrinah. Ena od najbolj reprezentativna medalja, ki jo hranimo v Vojaškem muzeju, pa je zlata medalja za hrabrost, ki je bila podeljena oziroma se je podeljevala tudi slovenskim fantom, takrat pripadnikom Avstro-Ogrske vojske. Sedaj se nahajamo v depoju tekstili, kjer je shranjena zbirka tekstili, ki se deli v bistvu na dve podzbirki. Ena je uniforme in druga zastave in prapori. Tukaj vidimo prapor Republiškega štaba za teritorialno obrambo. Tukaj je uniforma kontraadmirala Jugoslovanske ljudske armade gospoda Marjana Pogačnika. Gospod Marjan Pogačnik, nekdanji kontraadmiral, je bil, če izpostavimo kot zanimivost, najbolj zaslužen v bistvu za to, da je Slovenija dobila podmornico iz Črne gore in je sedaj shranjena v Parku vojaške zgodovine. Potem naslednja uniforma, ki bi jo radi izpostavili, je uniforma španskega majorja, oklepnih enot. Ta uniforma je prišla v Vojaški muzej konec 90-ih let. Vstopili smo v depo ognjenega in hladnega orožja Muzeja Slovenske vojske. Večji del orožja je trenutno na razstavah. Največ orožja je iz obdobja Jugoslovanske ljudske armade, imamo pa tudi primerke iz obdobja med prvo in pa med drugo vojno. Slovenski prostor je bil vedno na prepihu v širšem evropskem prostoru. Nenazadnje slovenski prostor povezuje Panonsko nižino oziroma vzhodno Evropo s Patsko nižino in pa zahodno Evropo, Jadransko morje z Baltijskim morjem. In zato tudi so se številne vojske premikale preko slovenskega prostora ali pa so bile celo tudi dlje časa prisotne na slovenskem. Zato smo tudi pripravili razstavo kipcev z naslovom
vojaki na Slovenskem od 1. stoletja do danes, tako da lahko obiskovalci spoznajo, katere vojske in kako so tudi bile opremljene oziroma oblečene te vojske od rimskega legionarja pa do danes sodobnega slovenskega vojaka, za katerega rečemo, da je bojevnik 21. stoletja. Ki bi si želeli ogledati razstave Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ste vljudno vabljeni vsak delovni dan med 9. in 16. uro. Z veseljem vas bomo popeljali po razstavah, vam marsikatero skrivnost odkrili iz vojaške zgodovine na Slovenskem in pa tudi širšega prostora, ter upamo, da tudi boste sami uživali v spoznavanju nečesa novega iz naše bogate vojaške preteklosti.